V začetku maja je promet na primorski avtocesti obstal za kar 11 ur. In to zaradi nesreče, ki sama po sebi ni bila posebej huda. Prevrnil se je tovornjak, ki je prevažal svinjske polovice. Danes je jasno, da so za zastoj v veliki meri odgovorni veterinarski inšpektorji, ki več ur niso dvigovali telefonov. Pretovor kadavrov se je zato začel šele 6 ur po nesreči. Notranji nadzor je zdaj končan, 4 inšpektorji so prejeli opozorila pred izgubo službe. Nika Kunaver. Bil je 4. maj letos, ko je Primorka pri Postojni obstala za kar 11 ur. Več tisoč vozil je obtičalo na avtocesti. Številni pa so se do cilja prebijali po okoliških regionalnih cestah. 1 uro od Nanosa do sem. Ne vem, če bom kupila letos vinjeto. Po mojem, da bi se lahko to rešilo drugače. To je katastrofa nasploh. Razlog pa bizaren. Prevrnjen tovornjak, ki je ležal čez vozni pas, je prevažal 22 ton svinjskih polovic. Za njegov dvig in odstranitev je bila potrebna zelena luč veterinarskih inšpektorjev, saj brez njihove odobritve tovora, torej mesa, ni dovoljeno premikati. A na več klicev z interventne številke 112 se veterinarji v ponedeljek dopoldne sredi delovnega časa preprosto niso oglašali. Večkrat so jih klicali od 7:30 naprej in jih priklicali šele nekaj čez 11. uro. Epilog, 4 zaposleni v verigi odgovornosti so prejeli opomin pred odpovedjo. Opozorila, ki smo jih izrekli, so bila pravzaprav reakcija za dejanja, ki so že bila opuščena. Kaj pa je pomembno? Pomembno je naša reakcija, naši korektivni ukrepi, da se to več ne bi dogajalo. Po incidentu so se sestali z vsemi regionalnimi veterinarskimi enotami, jih spomnili na pravila in obveznosti glede stalne pripravljenosti. Prenovili so notranje protokole in protokole sodelovanja z Darsom in policijo. Predvsem, kdo obvešča koga, še dodaja Bizjak, ki jo je kmetijski minister Cigler Kralj iz upokoja pripeljal nazaj na upravo. Prav v teh dneh se sicer začenja druga faza prenove Primorke. Ker so pasovi proti Ljubljani že prenovljeni, bodo promet predvidoma jutri preusmerili na to novo zgrajeno polovico. Delovna zapora bo sicer zaradi višinske razlike med obema voziščema daljša za približno 1,5 km. Bodo pa vozni pasovi malo širši kot do zdaj, kar bo, pravijo na Darsu, bolj varno za voznike.